Letošnja 13. študentska arena ima tradicionalne poudarke predvsem na izobraževalnem programu, kjer si lahko poslušate, pridete pogledati, sodelujete v preko 75 predavanjih, okroglih mizah, delavnicah. Kot vedno je bogat sejemski, razstavni del, tudi letos v dveh dvoranah, v dvorani Kupola in v stekleni dvorani. In pa seveda bogat in pester kulturni program v okviru študentskega kulturnega programa. Študentska arena prinaša mnogo novosti, hkrati pa opozarja na številne težave, s katerimi se srečujejo študenti danes. Mogoče katere so te težave? Ja, prav zagotovo je težav več. Tukaj imamo štipendije, potem imamo delo, študentsko delo, bivanje, prehrana in podobne zadeve. Je pa tako, da v bistvu dosti mladih trenutno odhaja v tujino, tako da je velik poudarek same študentske arene tudi na tujini, na izobraževanju v tujini, možnostih v tujini. Prav tako pa na sami študentski areni najdete veliko informacij z ostalimi problemi. Tukaj recimo na Študentski organizaciji Sloveniji že delamo promocijo za zbiranje podpisov za vložitev zakona o štipendiranju. Prišel v Ljubljani pa tudi predstavljamo trenutno aktualne projekte in pa vse probleme, ki se nas mladih tičejo. Naš namen prisotnosti Študentske organizacije Slovenije na študentski areni je predstavitev samega organiziranja študentskega in pa opozarjanja na aktualne pravice. V tem momentu je najbolj aktualno zakon o štipendiranju, katerega smo pripravili na Študentske organizacije Slovenije, potem pa komentar na vse ukrepe, s katerimi nas je soočila vlada. Marsikateri izmed ukrepov, s katerimi smo bili seznanjeni v zadnjem času, imajo pogubne posledice za slovenske študente in s to pobudo in našo prisotnostjo želimo upozoriti tudi vse študente, kaj je dejansko narobe in kaj lahko pričakujejo, kolikor se bojo te predlagani ukrepi uveljavili. Kaj vse si mladi, o čem se lahko poučijo na tem dogodku? Ja, kar se tiče predavanja, kar pestra tematika, mogoče je letos malo več poudarka na samem področju zaposlovanja, ker vemo, da so mladi, ko pridejo na trg delovne sile, zelo ranljiva ciljna skupina, sploh v današnjih časih. Zato smo letos res dali veliko poudarka predvsem v tej tematiki. To sicer ne pomeni, da je sama študentska arena namenjena zaključnim letnikom fakultet, ampak vsem tistim, ki se zavedajo, da je gradnja karierne poti, da se prične že praktično v zaključnih letnikih srednje šole in da je pomembno tekom študija tudi na področju samega dela, kot tudi neformalnega izobraževanja potrebno pridobivati kar precej izkušenj, da lahko potem, ko gre za res z vstopom na trg delovne sile, da si lahko tisti, ki izstopaš.